Srčno pozdravljeni pri današnji epizodi podcasta Infinite Storyscapes kulturnega društva Interferencen. V tem podcastu slišite v pogovoru ženske, ki živijo in delajo na območju med Koroško, Štajersko in Slovenijo. Današnja gostja je Mateja Richter. Gospa Richter je od leta 2018 odgovorna urednica slovenskega katoliškega tednika Nedelja. Izobraževalna pot jo je vodila slovenske Koroške v Maribor, Ljubljano in na Dunaj, poklicno pa se je nekaj let udejstvovala v Velikovcu, preden je prispela v Celovec. V intervjuju s Katarino Vakonik-Pajnič izvemo o njenih osebnih in poklicnih življenjskih poteh in predvsem, katere so za gospo Richter najpomembnejše naloge v Nedelji, kaj se je spremenilo od leta 2018, kako se življenje razlikuje na tej in drugi strani Karavank, kako vidi katoliško cerkev v Avstriji in v primerjavi s Slovenijo in kaj jo na Koroškem najbolj očara. Zdaj pa prisluhnite Katarini Vakonik-Pajnič v pogovoru z Matejo Richter. Z nami je tokrat Mateja Richter, glavna urednica katoliškega tednika Nedelje. Novinarji ste, Mateja, večinoma na drugi strani mikrofona in tudi s tem namenom smo te danes povabili na ta pogovor. Pogovor med ženskami v skupnem prostoru med Alpami in Jadranom. Predstavi se nam, prosim, Mateja, od kje prihajaš, in naj dodam, da se z Matejo že kar nekaj let poznava in se bova dotikali. Prosim, Mateja. Ja, prav lep pozdrav tebi, Katarina, in vsem poslušalkam in poslušalcem. Najprej bi vam čestitala za ta projekt, ker se mi zdi res nekaj zelo zanimivega. Predvsem to, da se v ospredje postavijo ženske, te zgodbe, ki jih odkrivate. Kot si rekla, sama sem ponavadi na drugi strani. Torej, jaz sem tista, ki postavlja vprašanja. V tej vlogi se tudi dobro počutim. Ampak je dobro včasih menjati perspektivo, zato sem se že veselila danes tega intervjuja. In sem tudi hvaležna, da lahko sodelujem v takem projektu. Jaz se bi predstavila tako, jaz sem Mateja, ki je iz Koroške prišla na Koroško, torej iz slovenske strani Koroške na avstrijsko stran. Vmes sem študirala v Ljubljani, gimnazijo sem končala v Mariboru, Erasmus študij na Dunaju. In potem sem pravzaprav skoraj nepričakovano prišla v Avstrijo, torej ni bil nikoli moj namen, da bi šla zdaj v tujino ali pa da bi zasledovala ta cilj. Ampak kot profesorica slovenščine sem zasledila en razpis na Ministrstvu za šolstvo za ta bilateralni projekt jezikovnih asistentov. Potem sem prišla v Velikovec. Torej še ne čisto na eno dvojezično območje, ampak vseeno na Koroško. Tam sem poučevala slovenščino kot asistentka in to je bilo eno zelo, zelo lepo obdobje. Srečevala sem se že s koroškimi Slovenkami in Slovenci, živela sem v Celovcu, malo sem spoznavala ljudi. Mogoče bi še to rekla, ko sem prišla na Koroško, nisem tu poznala nobenega človeka. Torej sem začela res čisto od začetka in sem nekako videla, zdaj sem tu 10 let, kako se ta mreža lepo plete, kako so ljudje odprti in tega se zelo veselim. Torej po 4 letih v Velikovcu na Trgovski akademiji in gimnaziji sem se potem enkrat prijavila kot počitniška praktikantka na Nedeljo. Potem pa je ravno takratni glavni urednik Hanzi Tomažič šel ženo na pot okoli sveta in so za 9 mesecev iskali nekoga, ki bi pomagal na uredništvu. In mi je bilo to veliko veselje. Vmes sem bila potem še tajnica na dušno-pastirskem uradu in misijonski pisarni, dokler ni Hanzi Tomažič se odločil, da bo po 37 letih zapustil Nedeljo in je nekako videl mene kot svojo naslednico. Zdaj sem od februarja 2018 v tej vlogi in se trudim s timom teden za tednom
da prenašamo slovensko branje na domove. Opisala si že en del te svoje poklicne poti. Mogoče tu lahko še kaj dodaš, da dobimo sliko v tvojo celotno izobraževalno in poklicno pot, ki te je vodila sem do danes preko meje v Avstrijo. Ja, moj domači kraj se imenuje Kapla na Kozjaku. To je tik ob meji z Avstrijo. Na sosednji strani je Arveš. Mislim, da mnogi poznajo dobro te kraje. In v naši vasi, to je res ena majhna vas, 500 prebivalci, 600, je 9-letna osnovna šola, kar je pravzaprav eno presenečenje in zagotovo en velik privilegij. Ker v tistih časih nas je bilo v vseh 9, oziroma v mojem času še v 8 razredih, se je bilo tam okoli 40 učenk in učencev. Torej v mojem razredu nas je bilo 8. In si lahko predstavljate, da je bil to en zelo tak pravzaprav individualni pouk skoraj. Tako da imam res lepe spomine na čas osnovne šole. Potem sem se odločila, da sem se vpisala na drugo gimnazijo v Maribor. To je gimnazija, ki ima za svoje geslo šola, ki odpre vsa vrata. In tudi na tisti čas imam zelo lepe spomine. Takrat je postal ravnatelj gospod Ivan Lorenčič, ki je nekako zelo bil inovativen v raznih projektih, v teh obšolskih dejavnostih, ki je to zelo spodbujal, ki je tudi videl, da se dijaki in dijakinje, ki veliko delajo ob šoli, da so tudi v šoli uspešnejši. In tam sem recimo začela sodelovati pri šolskem časopisu Borec, ki je bil večkrat izbran tudi za najboljši šolski časopis v Sloveniji. In imam res lep spomin na tisti čas. Takrat sem živela tudi v dijaškem domu Lizike Jančar. To je bil dom blizu šole. Ena posebnost je bila, da je bil to samo dekliški dom v tistem času. Potem sem se odločila za študij. Nisem točno vedela, kaj bi šla študirati. Tudi na maturi sem zbrala poleg obveznih predmetov še sociologijo in kemijo. Nisem točno vedela. A sem zdaj bolj naravoslovni tip ali bolj družboslovni, oboje me je zanimalo. Ampak potem je prevladala ta želja po študiju slovenščine in primerjalne književnosti. Študij primerjalne književnosti je v Sloveniji samo v Ljubljani. Ne vem, ali bi drugače, če bi se odločila samo za slovenščino, ali bi ostala v Mariboru, to zdaj težko rečem. Ampak zdaj sem vesela, da sem se odločila za Ljubljano, za eno večje mesto, spet ene nove perspektive dobiš. In zraven slovenščine pa sem vzela še književnost, zato ker sem vedno si predstavljala svojo poklicno pot, da bom poučevala na eni gimnaziji in na gimnaziji je veliko književnosti, ki mogoče v samem študiju slovenščine ne toliko obravnavaš. Potem sem pa seveda si želela še iti na Erasmus študij, takrat je bilo to že zelo v zagonu. In zanimivo, da sem se odločila za Dunaj. In tudi na tisti čas imam mene zelo lepe spomine. Diplomirala sem potem na primerjalni književnosti iz Brehta, Mati Korajža in druge evropske matere Korajže. In na slovenščini pa sem diplomirala iz dialektologije. In to je imela zelo velik vpliv, žal že pokojna doktorica Zinka Zorko, ki je doma bila prav iz Kaple na Kozjaku, torej iz mojega domačega kraja, in sem imela ta privilegij, da sem jo velikokrat srečevala, da sem spoznala tudi to njeno človeško toplino in to me je zelo navdušilo. Ona je v znanstvenem smislu dosegla pravzaprav vse, kar se da doseči, ampak je ostala vedno tako zelo, zelo preprosta in srčna. In je vedno rekla, jaz sem lepova Zinka s Kaple in to me je zelo navdihnilo. Tako da sem diplomirala iz zemljinarskega in žagarskega izrazja na Kapli na Kozjaku. Tvoje prve stike z avstrijsko Koroško si nam Mateja že opisala. Kakšna pa je bila oziroma kdaj je padla tvoja dokončna odločitev, da se preseliš preko meje na avstrijsko stran Koroške? Ja, torej leta 2011 sem prišla kot jezikovna asistentka sem. To je en projekt, ki se mi zdi tudi zelo dober, in sicer da mladi iz Slovenije, torej slovenisti večinoma,
pridejo kot jezikovni asistenti na koroške šole. Mislim, da je zdaj že 6 asistentk in asistentov tukaj na različnih šolah in tukaj potem delajo promocijo za jezik, za kulturo. Jo se mi zdi, da mladim mogoče na lažji način približajo tudi slovenski jezik, kot pa učitelji morajo seveda ocenjevati in imajo še druge naloge poleg tega. Namen tega projekta je, da se mladi menjavajo, torej da pride vedno kdo z novimi idejami, zato je projekt tudi časovno omejen na 2 leti. Je bilo pa tako, da sem jaz v Velikovcu ostala 4 leta, ker smo se res dobro razumeli z mentorji in je moja takratna mentorica Eva Marija Verhnjak-Pikalo predlagala, kaj pa če zaprosimo še za dodatni 2 leti. Tako da sem bila tam 4 leta. Jaz sem vedno imela nekako, mogoče nisem veliko razmišljala o tem, ampak mislila sem si, ko se bo to končalo, se bom vrnila v Slovenijo. Potem je bilo pa tako, da sem ostala še tisto leto na nedelji, potem so na Dušnem pastirskem uradu nekoga iskali za karenčno zastopstvo. Jaz ne vem, če je bila to ena taka zelo zavestna odločitev, ampak je življenje tako prineslo, da sem ostala tu in sem bila hvaležna za to, ker se tukaj dobro počutim. Kakšno pa je bilo tvoje znanje nemščine ob prvih stikih z življenjem v Avstriji, da težko rečemo v priselitvi, ampak kako se je razvijalo in spreminjalo tvoje znanje nemščine? Kot sem že omenila, je naša vas tik ob avstrijski meji, zato smo imeli tudi kot prvi tuj jezik že v osnovni šoli nemščino. Potem sem imela tudi na gimnaziji kot prvi tuj jezik nemščino in mi smo bili edini, ki smo imeli, samo en razred je bil tisti, ki je imel kot prvi tuj jezik nemščino. Potem ta študij na Dunaju, tako da nekaj stikov z nemščino sem imela že pred prehodom Celovec na Koroško. Omenila si že prevzem vodenja tednika Nedelje, to je bilo leta 2018. Kje tu vidiš, Mateja, svoje konkretno, lahko rečemo tudi tvoje osebno poslanstvo? To si rekla zelo lepo, da si omenila to besedo poslanstvo, ker tudi sama močno tako to doživljam, pa nočem, da se to sliši kot floskula, ampak res tako čutim. Jaz sem v prvi vrsti zelo hvaležna Hanziju Tomažiču, ki me je nagovoril, ne samo nagovoril za to nalogo, ampak mi ob tem dal tudi toliko poguma, da sem to se odločila sprejeti. Jaz mislim, da je on to znal res izredno mojstrsko narediti in sem zelo močno čutila, da ima veliko željo, da gre Nedelja dobro naprej. Sem tudi hvaležna Timu, ki me je potem sprejel, in tudi Hanziju, ki je potem nekje v ozadju sicer in tak v nadaljavi še vedno povezan z Nedeljo in sem vedno vesela, če se srečam z njim in z njegovo ženo. Jaz pa sem rada med ljudmi in se mi zdi, da je za novinarja to zelo važno. Vaš projekt se lepo imenuje Neskončne zgodbe in tudi mi iščemo zgodbe. Se mi zdi, da je Nedelja to delala že dolgo časa, iskati zgodbe, jih posredovati ljudem. Zgodbe, ki so včasih težke, včasih zelo težke, ampak vseeno dajo neko upanje in tak, z enim spoštovanjem prisluhniti sočloveku. To imam rada. To res iskreno živim in zato se veselim vseh teh srečanj. Seveda najraje v živo, najraje v živo, ker se mi zdi, da če intervju v živo, sploh z ljudmi, ki jih ne poznaš, če mogoče nekoga že prej poznaš, tudi lažje izpelješ prek telefona pa preko Zooma, ampak nekoga, ki ga na novo spoznaš, je to srečanje v živo vedno potem nekaj lepega. Tako da je bil po eni strani šok, ko je prišla ta pandemija in smo mislili, ojoj, kako bomo zdaj. Pa je vseeno šlo nekako naprej, Tudi smo videli, da so ljudje sami klicali pa rekli, če zdaj potrebujete kak članek ali pa kaj. In ta mreža, ki je ustvarjena pri kakem drugem časopisu, ki ne izhaja v narodni skupnosti, je najbrž to precej drugače. To je pa ta ena mreža ljudi, ena mreža povezav.
ena skrb za slovenščino, ena želja, da gre to naprej. In seveda to, Nedelja je stara 95 let, ta odgovornost, ta hvaležnost vsem, ki so jo delali v teh letih, ki so jo delali tudi v težkih razmerah. Mislim, da to daje tudi en zagon za to poslanstvo. Sva ravno pri zagonu, katere novosti pa si vnesla v zadnjih letih v ustvarjanje Nedelje in zakaj si se odločila za te korake? Jaz mislim, da spremembe vedno dobro delujejo, da je važno, da gremo vedno nekako v korak s časom, da se posodabljamo. Jaz se nisem odločila za nobeno oblikovno spremembo, zato ker se mi zdi, da je layout Nedelje, ki je že od leta 2007, še vedno zelo sodoben in je tak v trendu. Velikokrat rečemo, da imamo veliko prostora, da strani dihajo. To se nam zdi nekako pomembno. In tu se nisem odločila za nobeno tako vidno spremembo. Ena prvih stvari, kaj sem jih naredila, to bo mogoče zanimivo za vaš projekt, ki se ukvarja z ženskami, sem vnesla v seznam komentatorjev več žensk. To se mi je zdelo tako zelo važno. Tudi Hanci Tomažič je imel prej ženske že. Je bilo pa tako, da ravno v tistem obdobju, ko sem jaz prevzela Nedeljo, ni bilo nobene ženske med komentatorkami. Mogoče zato, ker tudi hitreje odpovejo in čutijo eno večjo odgovornost. Tako da to je bila ena prvih nalog, vnesti več žensk v komentatorski seznam. Še vedno nismo na 50-50, še vedno ne. Tako da to je še en cilj, ki ga še zasledujem. Potem drugo, kar mi je zelo pomembno, so pa mogoče te kooperacije, torej da ne živi vsak sam na svojem otoku, ampak da smo povezani med sabo. Jaz mislim, da mednarodno skupnostjo je to še dodatno pomembno. Tako da smo pred 2 letoma uvedli eno prilogo. To priloge so že stalnica Nedelje od leta 2007. Tokrat pa smo uvedli prilogo, kjer objavljamo predznanstvena dela dijakov Slovenske gimnazije, Trgovske akademije in Višje šole za gospodarske poklice. In se mi zdi, da je bilo to tudi zelo dobro sprejeto, da damo mladim eno možnost, da nekaj, kar že delajo, tudi predstavijo širši javnosti. Kakšne pa so smernice delovanja, Mateja, za vnaprej? Smernice Nedelje danes za jutri? Ja, je vedno pomembno, da imamo vizije pred seboj, da reflektiramo stvari. Zato sem tudi vedno vesela, če dobimo klice ljudi, odzive na članke. Tudi če ti odzivi na prvi pogled niso čisto pozitivni, ampak veselim se teh pogovorov, ki jih imam potem z ljudmi. In ja, to je naša smernica, tudi v prihodnje. Torej, biti blizu ljudem in tudi kot cerkveni časopis, biti ljudem blizu v tistih njihovih konkretnih življenjskih situacijah. Tu pač vsi doživljamo to, da je cerkev dolgo časa veliko moralizirala, veliko predpostavljala, idealizirala, neke idealne življenjske zgodbe postavljala v ospredje in ko so jim težko ljudi sledili. In tu vidim in sem hvaležna, da se tudi v cerkvi to spreminja. In tudi kot cerkveni časopis lahko temu sledimo ali pa mogoče do neke mere celo, ne vem, če se zdaj to preveč sliši, narekujemo ta trend in objavljamo tudi zgodbe, ki na prvi pogled ne pašejo v cerkveni časopis. In tu sem hvaležna škofiji, da nam to odprtost nudi in podpira in to se želim tudi prihodnje. Kot si ravno opisala, žurnalizem je pomembno področje našega vsakdana. Zakaj? Tako pridobivamo namreč vsi ljudje praktično vse bistvene informacije iz našega okolja. Kako ti ocenjuješ z tega vidika pomen tvojega dela? Ali se, Mateja, pogosto vprašaš, na kakšen način boš posredovala določene informacije, prispevke, pripravila pogovore? Kako in na podlagi česa se pri tem v končni fazi notranje odločiš? Ja, to je zelo, zelo dobro vprašanje. To je res važno v današnjem času, ko tudi žurnalizem je tak in drugačen, to vidimo. Jaz sama veliko časa posvetim temu, da premislim, tudi
koga bi rada predstavila, na kak način. In čutim eno veliko spoštovanje do mojih sogovornikov in seveda tudi do bralk in bralcev. Pred očmi imamo vedno bralke in bralce in veliko tudi na naših uredniških sejah o tem diskutiramo. Imamo tudi različne poglede, potem se poskušamo nekako poenotiti oziroma najti eno pot. Ampak tudi sama pri sebi reflektiram, razmišljam in se pač trudim, mogoče bi res izpostavila to besedo spoštovanje, da s spoštovanjem prikažeš življenjsko zgodbo nekoga. Tu sem pač vesela, da je naš medij tako naravnan, da res nimamo želje o čem slabo pisati, o kom slabo pisati, ampak da smo zazrti v to upanje, v to eno pozitivno prikazovanje življenja. Ampak kot sem že rekla, tudi da ne gremo v eno idealiziranje, da poskušamo to življenje prikazati realno, takšno kot je, z vsemi lepimi in bolečimi trenutki. In kot crkveni časopis tudi dati ljudem eno, ne vem, tolažbo je mogoče premočna beseda, ta občutek, nismo čisto sami na tem svetu. Pred kratkim si zapisala tiskana beseda v slovenščini, ki vsak teden prihaja v domove, prinaša občutek domačnosti in nas povezuje med seboj po Rožu, po Djuni in Zili, po Avstriji, Sloveniji in po svetu. Naši kraji, življenjske zgodbe in predvsem enkratni ljudje, to troje je srčika nedelje. V tem opisu, Mateja, pokriješ hkrati vse Slovence, na avstrijskem Koroškem in hkrati po celem svetu, kamor nas je vse zaneslo, tudi naju. Kako konkretno povezuje nedelja Slovence po svetu? Veseli smo, da imamo naročnike, seveda v osnovi najprej na Koroškem večino, potem pa tudi po vseh ostalih krajih Avstrije, po Sloveniji veliko, tudi na Madagaskarju, v Argentini. In ta povezava z svetom je nekako zelo pomembna in se jo trudimo gojiti, kolikor je pač možno. Tudi na ta način, da so seveda v našem fokusu večinoma koroške teme, ampak da velikokrat tudi prosimo, ne vem, koga s Trsta, ali pa ne vem, z Pedrom Opeko iz Madagaskarja smo velikokrat na vezi, z Argentinci z Slovenci v Argentini. To se mi zdi res ena taka povezava, ki nam tudi daje občutek, da nismo čisto sami. In potem tudi vidimo, da se druge narodne skupnosti soočajo z deloma podobnimi, deloma drugačnimi vprašanji in da ta izmenjava mnenj veliko prinese vsem. Kako pa konkretno sodeluje nedelja s Slovenijo? V Sloveniji imamo precej naročnikov, smo veseli tega, da nas tudi Slovenci prepoznajo kot en medij, ki ga berejo teden za tednom. Seveda Slovenija je naša matična domovina in poskušamo tudi v člankih predstaviti zanimive ljudi iz Slovenije, teme, ki so aktualne v slovenski cerkvi. Tako da mislim, da je ta povezava pomembna, da je tudi obojestranska. Recimo lansko leto, ko smo praznovali 95-letnico nedelje, bila nedelja prisotna v veliko medijih v Sloveniji. So zaznali ta jubilej, so nas povabili na intervjuje, tudi na televizijo Slovenije, naprimer. In se mi zdi, da je to važno, ker kot sama veš, je žal tako, da Slovenci v Sloveniji velikokrat ne vedo, da živijo Slovenci na Koroškem, ali pa imajo o tem eno popolnoma svojo predstavo in imamo vsi nekako nalogo, da to tudi poskušamo izboljšati in imamo občutek, da se izboljšuje. Mateja, si torej glavna urednica tednika, preseljenka, ženska, kar nekaj stereotipov, če smem uporabiti izraz, v eni tvoji osebi. Kako pa si se znašla v vseh teh vlogah? Mogoče nisem veliko razmišljala o tem, tega nisem vzela z eno težo, mogoče sem vzela kaj od tega tudi kot eno prednost. In sem imela pravzaprav srečo, da sem vedno bila obkrožena z ljudmi,
Ali bom tako rekla, vedno je bil vsaj en človek, ki me je v tem podpiral, s katerim sem lahko diskutirala in potem tudi marsikaj zanimivega odkrila zase, tudi sama osebnostno rasla zagotovo. Je bilo tudi zanimivo, ko sem bila še v Velikovcu, enem popolnoma drugem okolju. O tem nisem veliko spraševala, da nisem Koroška Slovenka. Tam to pravzaprav ni bila tema. Potem, ko sem svoje delovanje prenesla bolj v Celovec, se je to že na en drugačen način kazalo. Ja. Ampak sem res hvaležna, da pravzaprav nikoli nisem imela ene slabe izkušnje v zvezi s tem. Sem pa tudi sama potem po nekaj časa začela razmišljati o tem, kje so prednosti, kje so slabosti. Mogoče bi spet uporabila to besedo spoštovanje. Če se spoštujemo drug drugega, tudi v tej raznolikosti, potem lahko vsi nekaj dobrega odnesemo. Katere pa so najobčutnejše razlike, ki jih po tvojem že kar dolgotrajnem življenju na obeh straneh severne meje vidiš med Slovenijo in Avstrijo in predvsem v tem katoliškem okolju na obeh straneh meje, me zanima. Ja, jaz sem tudi mislila takoj začeti s tem katoliškim okoljem, tako da si to zelo dobro vprašala. Ja. Mogoče je bilo zanimivo, ko sem prišla v Velikovec, v šolo, tam sem videla, da so v razredih križi. Potem smo imeli eno božično proslavo in smo imeli v cerkvi in je najprej pozdravil gospod župnik. In meni je bilo to kot Slovenki iz Slovenije to nekaj nepredstavljivega. Ne? Jaz sem se na začetku vprašala, je to katoliška šola? Ali, ne? To je bilo res za me tako, res nekaj zelo, zelo nepredstavljivega v tistem momentu. Ja. Tako da tu sem že videla, da je to doživljanje vere že različno. Ne? In da je v Sloveniji ta prepoved verovanja pustila ene sledove. Jaz sama tega nisem več doživela, ampak vseeno nekje ima zapisano v sebi in to je zanimivo. Tukaj pa je bilo obratno, ne vem, verouk v šolah, ta odprtost do cerkve je bila tu nekaj, kar me je zelo pozitivno presenetilo. Tako da recimo mi tudi pravzaprav ne moremo kar prevzeti verskih člankov iz Slovenije, zato ker je tudi jezik nekaj čisto drugega. Ne? Teološki jezik v Sloveniji je pravzaprav vseeno še precej bolj konzervativen kot tukaj. Ne? To že vidim. Jaz sem, recimo, če povem primer, lansko leto sem predstavila v nedelji Petra Grilica, ki živi s svojim partnerjem. In ja, to je bil en tak pogovor, ko še zdaj dobim kurjo polt, ko na to pomislim, ker je bilo zelo močno in sem zelo hvaležna Petru, da je to zgodbo na tak način delil. In je bilo res veliko odziva. In Slovenci iz Slovenije so pisali, v Sloveniji pa še 30 let najbrž ne bo možno kaj takega objaviti nekje v katoliških krogih. In tu že vidim eno veliko razliko. Ja. Seveda nočem zdaj posploševati, ampak je že nekaj na tem. Kaj pa ti je na Koroškem najbolj všeč? Kaj te tu najbolj navdihuje in ali pogrešaš kaj pravzaprav v Sloveniji? Ja, hvala za to vprašanje. Najbolj me navdihujejo ljudje. Ljudje z svojimi zgodbami, ljudje, ki so marsikaj tudi pretrpeli za slovenščino, ljudje, ki so se mogli odločiti, da bodo ostali Slovenci. In ljudje me najbolj navdihujejo. Ja, tukaj imam tudi knjigo Vincenca Gottharda, mojega sodelavca na drugem koncu sveta. Se mi zdi, da je on to neverjetno mojstrsko opisal v svojem romanu. Te dileme, ki se v ljudeh pojavljajo. In me res ljudje zelo navdihujejo in sem res hvaležna za vse te stike, ki jih imam preko svojega poklica z raznolikimi ljudmi, ker res veliko, tudi sama pridobim zelo veliko. Kaj pogrešam? Ne vem. Pravzaprav ne. V času pred korono sem tudi veliko krat šla domov, potem v času med korono nič. Je bil tudi tak en preskok.
in sem hvaležna za to moderno tehnologijo, ki omogoča stike. Ja, v času med korono smo tu pogrešali predvsem kavo iz Slovenije. In to je tudi ena zanimivost bila, kako so včasih hodili iz Slovenije v Avstrijo po kavo. Zdaj pa, ko mi tukaj v naših pisarnah kuhamo turško kavo, zdaj pa smo kavo uvažali iz Slovenije sem. Ja, ampak to je bolj kot ena anekdota. Kaj te pa še od vseh aspektov dvojezičnega in tudi na Koroškem velikokrat tudi večjezičnega življenja najbolj fascinira? Dvojezični ljudje me fascinirajo že sami po sebi. To preklapljanje iz jezika v jezik, preklapljanje v enem stavku, to je zame zelo fascinantno. Jaz vseeno nisem dvojezična in je to tak super. In tudi to, da obvladajo deloma oba jezika na zelo dobri ravni, to je tisto, kar me zelo fascinira. Dalje bolj se vidijo tudi trend teh dvojezičnih družin, torej en starš slovensko govoreč, drugi nemško govoreč. Fascinira me, če so starši dosledni, da lahko res otroka naučijo oba jezika zelo dobro in to me zelo fascinira. Kako pa sicer preživljaš prosti čas? Mateja, opisala si nam že številne svoje aktivnosti, veliko tudi bereš in pišeš. Leta 2018 si na primer zmagala na natečaju Mohorjeve za novo prozo v slovenščini, spravi lahko zaključiva 2011, je bilo tvoje res uspešno in kreativno leto. Redno bereš tudi na slovenskih dnevih v klubu koroških študent in študentov na Koroškem, v domu v Tinjah, v muzeju Venere Berga v Pliberku, v Musilovi hiši v Celovcu in še bi lahko naštevala. Torej, tvoj prosti čas, Mateja. Ja, moj prosti čas je najbolj povezan z naravo in tudi zato je na Koroškem veliko čudovitih možnosti. Jezero, Križna gora, že samo v Celovcu, kaj šele, če gremo malo izven Celovca. Je tukaj res toliko lepih koncev, da v tem res zelo uživam. In se mi zdi, da sem v svojem poklicnem življenju pač bolj povezana z temi kulturnimi društvi, kulturnimi znamenitostmi, s farami. Zato se trudim, da v prostem času pa spoznavam še naravo na Koroškem. Hvala, draga Mateja. Hvala za prijeten, topel in tudi oseben pogovor. Polno zanimivih informacij smo dobili od tebe, tudi jaz osebno sem kar nekaj novega izvedela od tebe in se veselim vseh tvojih informacij in predvsem tega, kot sama zaključuješ to skrat spoštovanja do človeka, ki je tu v tvojem življenju prav gotovo vidimo na prvem mestu. Lepo se ti zahvaljujem za pogovor, za tvoj čas in srečno še naprej in uživaj v zelenem okolju naše čudovite avstrijske, slovenske Koroške. Hvala, Mateja. Ja, jaz se tudi zahvalim za tako prijetno vodenje pogovora, za to, da smem biti del vaših zgodb in želim projektu še veliko uspeha in hvala lepa za pozornost. Hvala, srečno. Slišali ste Katarina Vakonik-Pajnič v pogovoru z glavno urednico katoliškega tednika Nedelja Matejo Richter.